Evo, mi smo na otoku Grngur. Kaj delajo, ne vem, ampak imajo zgleda neko srečanje. Kako? Dobro zgleda to. Živijo! Dobrodošel nazaj! Ja, hvala, hvala. Krog sveta! Tako, skoraj 3 leti. Še malo pa doma. Še malo, še en teden. Še malo pa doma, še en teden. Še en teden. Evo! Tole ste pa dobro naredili, dobro zgleda. Ete, za dobrodošlico nazaj domov. Pa eno domače vino slovensko. Hvala, hvala. Že dolgo niste probo, a ne? Evo, hvala. Tako, Luxury Marine. Zdaj smo vas pa upazali, smo rekli takoj pozdrav. Zdaj ne boste pa še nekaj narediti. Povejte. Dalje pa v zadnje se vse, da vidimo, kako to zgleda. In takmo skuterjo. Absolutno. Lahko en krog. Seveda. No, in smo pa posnel malo, ajde. Ujeno. Kako to zgleda. Ste pa čisto kopirali tale otok Grngur. Ja, zdaj smo jelenčke prišli. Če bi prej vedel, bi vas posnel z dronom, ne? Sej, dron je odzunil. Ja, okej. Bote dumu. Tudi na dron. Gremo en krog. Ajde, pejmo. Sem gas. Neč parat. To pa dobrodošlica v klub. O, super. To je to. Dobro, bravo. Vrhunsko. Evo vidno en krog. Drž se. En teden te še rabim. Evo, Natalija so odpeljali en krog. Da vidimo, kako to zgleda, da bo videla malo, ko se uživa na skuterju. Okoli nas pa še kar takole malo predstavo, šov. Dobrodošlica. Moram malo GoPro zakriti, ker ne bo crknil. Bolj dobro, res. Evo, nam bodo še spahnili ves zelen, rdeč pesek iz jadrnice. Vrhunsko. Hvala. Si šla? Mam, si šla en krog? Ja, dobro je bilo. Res? Ja.
Škoda, da nimam drona, da bi z dronom posnel. Evo, kakšna dobrodošlica smo dobili. Norci. Lušno? Fajn, ne? Škoda, kad je sladka. Škoda, kad je sladka, ja. Pa zgleda noro, res. To si pa nisem predstavljal, da bomo kaj tazga tale doživeli na Grngurju. Po moje, to je zdaj itak prvič in po moje zadnjič takolele. Po dobro, res. Dobro zgleda. Sicer imamo zdaj čislano jadrnico. Hvala, hvala. Tako bi bila vesela, če bi bila sladka voda, ampak to v redu. Vsaj pesek je šel dol, ne? Adijo! Mi smo štartali naprej iz Grngurja, oziroma smo štartali. To je prva burja po par letih, imamo sunke že tudi 40 vozlov, tako da smo ful hitri. Tudi jadramo zdaj proti Stari Baški, pa proti Punatu, potem pa naprej. Veter se bo še ukrepil čez dan, pa jutri, pa bo pa nehalo. Zdaj je fajn, ker smo zelo hitri, bomo zelo hitro na Krku. 2 urci pa bomo v Pinezičih ali pa Glavotoku. Srdač. Biti v oblaku, kar pomeni, da je burja. Dingija kar vlečemo za sabo, ker ga nisem hotel zdaj z 1 ur za gor, da jed, saj upam, da se ne bo obrnil. Sem ga tudi sprazno, tudi če bi se obrnil okoli, ni nič noter, ampak čisto lepo, da si pluje. Glede na to, da je začelo šele dobro pihati, tudi valov še ni tako velikih, zato je čisto lepo. Zdaj bomo še na urca, pa že v bistvu bomo zavedli tale otoka, pa če lahko do Jadra mogoče. 52. Koliko važilo? 52. Ne tako hitro. Vozlo po GPS-u, da smo ful hitri, edino smo malo velik dela z krmilom, da na roke upravljam. Še vedno jadramo, imamo 8 vozlov po GPS-u, lepo. Tle noter je Valbiska, trajekt čez voz, valovi so se umerili, dejansko smo zdaj v zavetju otoka, tako da imamo se še veter, ne pa tako več valov. Tako da zdaj gremo tle v Pineziči, še dobro miljo imamo naprej, zapremo jadra in se stavimo malo na sidro za nekaj časa.
Takole, mi smo zasidrali v Pinezičih. Ni najbolj idealno, ampak ne bomo dolgo tukaj, gremo potem naprej proti Malinski Krku. Gremo pa malo tale na obisk, sestro mojo pogledati. O, Lina, Maj! Živjo! Znala nisem. Evo, jih nisva videla zdaj, koliko? 2 leti pa pol. Živjo, Maj! Dej petko, najprej, ajde. Enega objemčka. Živjo. Moja dva sta zdaj prišla in sta v Pinezičih. Pa zdaj smo še vsi plajali. Lina, daj še enkrat. Peter in Natalija sta skoraj po 3 letih prišla in zdaj so se tukaj malo zbrali v Pinezičih pa se pogovarjajo. Odlično, Lina, ti boš snemalka, ne, ko boš velika, a? Ja. Super. Ajde, skoč, Lina. Bravo. Pazi, da ne bo čoven. Pazi hitro. Ajde, boj! Se vidimo! Čau. Evo, kje smo? V Nivicah, kjer sem dejansko štartal. Sicer greva uradno sva s Portoroža, tako da šla še do Portoroža. Ampak dejansko sem zaključil svoj krog okoli sveta v skoraj 3 letih. Zdaj pa tle glede na to, da nimam več priveza, pa ničesar bomo kar sidrali, pa bomo pa naprej videti, kako pa kaj. Da vidim, kaj se je kaj spremenilo tukaj. Glavno tim je bil tam noter vezan vsa leta, zdaj pa je trenutno brez veza. Midva počasi čez Jadran, zdaj sva v Kvarnerju, dejansko na otoku Krk. Sprovala sva že vse, kar zdaj nisva malo pogrešala, se pravi burjo v Senskih vratih, kjer smo lepo jadrali, imela sva lepo vreme, danes imamo pa celo nevihto, ker je tukaj le mimo. Sva v Nivicah, tamle je kamp, tle v zalivu smo sidrana, malo dežja, upam, da bo še kaj več, zato da bi spravila malo jadrnico. Drugače sva pa prišla sem na sidro, ker tam pred marino nam niso dovolili sidrati, tako da so zdaj tle v tem zalivčku. Jutri dobiva obisk, pride Tim in se že veselim, mogoče celo danes, ne vem. Tako da ga čakava, potem pa nadaljujemo naprej. Tle za mojim hrbtom je rt Cresa, se pravi, bomo šla ob Cresu dol proti Pulji, se pravi okoli Istre in v Portorož in tam končava. Tam bomo pustila nekaj dni jadrnico, da greva domov, potem pa se vrnem in bom preplul sem nekam nazaj. Zdaj glede na to, da priveza nimava, bom mogel nekje zasidrati pa pustiti. Tukaj je bilo zadnje 3 leta dejansko kostno sidro, tako bo še to poletje, potem bomo pa videla, kako pa kaj bo. V glavnem, zdaj imamo kar nekaj popravil na jadrnici, ne treba pošiti vse skupaj. Menjalnik moramo popraviti, pa pik in tele zadeve. To je pa to, vse drugega pa ni narobe. Tako da to je zdaj pomembno. Potem se jadrnica uporablja brez težav naprej. Veliko stvari imamo za domov, za odpeljati, tako da naj čaka kar nekaj dela. Jaz sem pripeljal 3 kantice nafte. Pa novo vrv sem kupil za Genovo zvit, ker je šla zdaj, ko smo v Senskih vratih, ki je ful pihalo, je strnilo, no, skoraj. V bistvu je pa zjutraj sem dobil sliko jadrnica in je kolega prišel Janez, pa Helena sta prišla tale, ko smo zasidrana, sploh nisem vedel, da prideta, tako da je zdaj zapeljal v Omišlja še te stvari iskati, tako da mi je ful pomagal. Tako da, ful dobro, vse bo poštimalo. Jaz sem pa glih študiral, kako pride do Omišlja, kjer je navtična trgovina, da bom ta vrv kupil. Zraven sem lahko še evo ta nafto pripeljal, vse perfekt. Tako, zdaj grem pa nazaj, tam na obalo, me čakajo. Super. Kam pa greste s to krobe? Ja, lej, gremo malo naokoli, sjedimo se. Adijo! Hvala, Janez, Helena, ko ste prišla. Čau!
Timi je prišel in me pelje zdaj na obalo. On obvlada tolele. Gre Timi? Ja. Ajde, da malo gasa, pa bolj stran od obale. Se pravi tako, ja? Tak daj gas. Da se boš navadil. Bravo, Timi, bravo. Odlično. Tako se mi pelamo. Alina, tek je strah? Tek je strah? Ne, je pa še hitrej. Ja, ne grem. Tu je največ. Ja, Tu je največ. ti voz dobro. Časi se bližava koncu, tako da še pred dobrih 30 mil imava do Portoroža. Tole pred mano je Rovinj, kar celo noč plul, kar se nama je pridružil še Tim. Tako da se cele dneve ne bomo vozili, ampak sem raj po noč vozil. Tako da se bom lahko zdaj kopal, supal. Potem imamo pa še dejansko današnji cel dan, pa jutrišnji dan, da pridemo do Portoroža, tako da mu ne bo preveč dolg čas se voziti na motor. Vetra itak ni, itak pa se moral malo potapljati pa supati, tako da bo super. Še vedno plujeva v Bistri, tole pred nama je Novigrad, gremo tukaj na bojo, za kakšno urico, dve. Malo na obisku Tima, tako da se zdaj večinoma kopamo, supamo. Pa gremo pa lepo naprej, verjetno do Savudrije, jutri pa se vidimo v Portorožu ob 12. Drugače pa imam fajn, že 2 dni ne rabim nič delati. Zdaj je iz boje odvezal novi skiper, tudi pelje novi skiper, ime mu je pa Tim. Živa. Kako ti gre? Dobro, ne? Ja. Dobro. Kaj moraš gledati? Kako zdaj voziš? Kaj moraš gledati? Globino. Tako. Pa kaj ti še gledaš? Kaj znaš še pogledati na teh inštrumentov? Vse? Kaj pa je vse? Ja. Kako hitro? Piha veter, Tako gremo. Piha veter. Vse veš? Ura, pa ker datum. Tako. Pa koliko je globin, kako hitro gremo, ne? Ja. Si vse povedal. Še temperaturo vode samo ne kaže, koliko kaže temperatura vode? 40 pa pol. Pa prav kaže? Ne. Kako pa na kartah gledaš? Kaj moraš paziti? Da ne gremo pregloboko, ne? Nisem preplitvo. Ja. Se pravi, ne sme biti modro na karti, ne? Ja. Ali pa pogledaš številko, koliko je to globina, ne? Ja. Tako da evo ti, sploh ni krize, gremo lahko zdaj še enkrat okoli sveta, ker imamo skiperja tako dobrega. Evo ti, naš skiper obvlada vse dela. Zdaj bomo še lahko ugasnili motor, pa bomo šli takole malo na Genovo. Natalija noter kuha, kosilo pripravlja. Da s Timom pa bomo malo pojadrali. Zdaj še motor in jadra, tako da malo se vetek krepi. Tim, dovolj bo. V redu je. Zdaj pa to bo zataknjen. Veš kako, ne? Tole, štrik. Tako, ja. Tako, ja. Tako. In to je to. Hvala Tim, super si. Evo ti pa smo prišli, Portorož. Moram pa jaz tale iti nazaj, ker ti mi vozi. Imamo kar nekaj sluzi še. Tole bo izgledalo tole. Evo naš prihod v Portorož. To je kraj, kjer smo začela pred 1030 dnevi.
Za nami je nekaj več kot 30,000 milj preplutih, tako da smo ful vesela, da smo se srečno vrnila brez kakšnih večjih težav. Natalija priprava vrvi. Glede na to, da imamo težave z menjalnikom, moramo čisto počasi, da bomo lahko ustavili, da se ne zaletimo.